seriji Zakaj kapitalizem smrdi. V tej seriji vam predstavljam in širim obzorja o tem, zakaj je kapitalizem poden od sistema, namreč v njem se proizvajajo le smeti. Pa poglejmo naslednji primer. Tukaj v roki držim WC ščetko s stojalom in kot vidite, mogoče pokažem malo bližje, je že zalepljena. Ne boste verjeli, zdržala je celih par tednov. Torej, tale ščetka je ob prvi resni uporabi oziroma prvem resnem poskusu čiščenja školjke se zlomila. Kako prikladno. Kapitalizem je izdelal neverjeten izdelek, ki ni zdržal niti prve uporabe. Pa kar predlagam, da si pogledamo naslednji prispevek ali posnetek, kjer bomo iz prve roke praktično izvedeli, kako je možno, da je sploh do tega prišlo. Prosim. Torej, tukaj z mano je že Barbie, ki je ščetko sama uporabljala in sedaj vam bo razložila, kako je prišlo do te neljube situacije. Prosim. Torej, jaz sem nanesla gel na WC školjko, pa sem en cajt počakala in bolj sem uporabila to novo ščetko, ki je še zelo, kar se tiče glave, vitalna in uporabna, saj ščetka zelo dobro. In ko sem jaz začela ščetkati vodni kamen in vso scanje in sranje. Pravi, takole ste uporabili ščetko? Se je ščetka prelomila. In že v prvi uporabi se je zlomila in je postala skoraj da neuporabna. Ja. No, zdaj se malo tako miga. Tako da lahko se še malo puca, ne? Tudi če je selotejp gor, ampak se ne da pa fejst pucati. Wow, res funkcionalno. Torej, ščetka, kot jo vidite tu, bi morala opraviti svoje delo in pomagala počistiti WC školjko, vendar je že v prvem poskusu bil ta neuspešen. Wow, učinkovitost kapitalizma je res neizmerna. Pa povprašajmo še navadnega človeka z zdravim razumom, kako je sploh mogoče, da do kaj takega pride. Prosim. Ja, poglejte, zadeva je povsem enostavna. V kapitalizmu vlada dobiček. Torej se firme gonijo za dobičkom. To pomeni, da firma ni prioriteta izdelati izdelek, ki bo najboljše kvalitete in ki bo omogočal najbolj učinkovito uporabo človeku. Fokusirajo se namreč na dobiček. Torej, izdelujejo izdelke, ki jih bojo najlažje prodali in ki seveda se bodo najhitreje pokvarili, razbili, zlomili in tako dalje, da boste čim prej lahko kupili nov izdelek. Zdrav razum, a ne da? Wow, res, neverjetno. Vrednost kapitalizma je neizmerna. Torej, kaj je dejansko rešitev za ta naš problem, ki je zgolj eden izmed mnogih v kapitalizmu? Pa poglejmo na problem z zdravim razumom. Torej, če vlada dobiček, se proizvajajo smeti. Vpeljati moramo torej nov sistem, kjer ne bo vladal dobiček, vendar zdrav razum. In to, kar je najboljše za vse. Ta sistem pa je enakovredni denarni sistem. Poglejte si našo stran, odidite na www.equalmoney.org in si preberite, kaj je enakovredni denarni sistem. Tam ne bo v ospredje in v center pozornosti postavljen sam denar kot dobiček, ampak življenje na splošno in to, kar je najboljše za vse. Tam se ne bodo več proizvajale smeti, vendar se bodo proizvajali le izdelki, ki so najboljše možne kvalitete. In na vsak izdelek boste dobili doživljenjsko garancijo, kjer se vam bo izdelek brezplačno zamenjal, če bo prišlo do kakršnekoli napake ali če ga boste po svojih nadnaravnih sposobnostih zlomili in kaj podobnega. Torej, rešitev je enostavna, enakovredni denarni sistem.
Torej, rešitev je enakovredni denarni sistem. Pojdite na stran in si poglejte, kaj to je, kaj je enakovredni denarni sistem, kaj ta predstavlja in kakšne probleme rešuje. Hvala za vašo družbo, do naslednjič. Te sem jo pol popravila. Ja, se vidi, ste jo zalepili. Tole je bilo gor, ne? To je bilo gor, zato da se ni videl ščetke, ko si dal tukaj noter v to lepo keramično posodico, ne? Aha. In potem je tukaj naredil in potem sem zalimala, da sem lahko do konca spucala.